Najprej se moramo zavedati, da so prehranske potrebe onkološkega bolnika drugačne, kakor pa potrebe zdravega človeka. Predvsem pa je vedno treba prehrano prilagoditi v bistvu tudi na prehranske težave, ki jih imajo bolniki, se pravi, če jim je slabo, če imajo bolj tekoče odvajanje blata, če bruhajo, in v bistvu pravila igre so tukaj bistveno drugačna kot pa pri zdravem človeku. Bolniki z rakom potrebujejo večji vnos beljakovin, torej mesa, mleka, mlečnih izdelkov, jajca, rib, tudi seveda stročnic, vendar to ni dovolj. Potrebujejo tudi ustrezno količino ogljikovih hidratov, se pravi kruh, testenine, kaše, zdrobi, polente, pa seveda kakovostne maščobe, to so predvsem rastlinska olja, seveda pa si lahko sem pa kaj privoščijo tudi kakšno žličko svinjske masti ali pa masla. Seveda sadje, zelenjava je prav tako pomembna, ampak v nekih normalnih količinah. Za bolnika definitivno ni dovolj, da si pač privošči za kosilo samo skledo solate, ker je energijsko in hranilno prerevna, da bi zadostila spremenjenim potrebam po v bistvu hranilih, ki pa jih seveda bolniki imajo. Največje v bistvu nekako zavajanje bolnikov je definitivno, da bo post pozdravil raka. Tu bolnika pahne v hudo podhranjenost, zelo slabi bojo učinki zdravljenja, oziroma bolnika zaradi te hude podhranjenosti sploh ne bo moč zdraviti. Zakaj? V bistvu, ko smo mi popolnoma zdravi, če se odločimo za post, bo naše telo pač vklopilo mehanizme adaptacije in omogočalo telesu, da bo porabljalo maščobne zaloge kot vir energije. Pri bolnikih pa so te mehanizmi adaptacije moteni in edini način, kako takrat telo pride do energije, do hranil, je tako, da v bistvu vzame iz mišice. Torej, bolnikom bo ob postu v bistvu se porabljala mišična masa, ne bo pa samo problem v izgubi mišične mase, slabi imunski sistem, slabijo vse organske funkcije, od prebavil do ledvic, do srca, kar pa seveda oslabi bolnika. Nažalost pa to bolnika lahko tudi vodi v prezgodnji zaključek življenja oziroma pač smrt. Veliko je šarlatanov, veliko je v bistvu prodajalcev raznih prehranskih dopolnil, ki obljubljajo ozdravitev bolezni oziroma celo svetujejo opustitev uradnega v bistvu zdravljenja za onkološko bolezen. In definitivno ti šarlatani nimajo znanja iz presnove, iz predvsem patofiziologije, ki jo za sabo potegne bolezen in gre v bistvu v večini primerov za zavajanje. Če želite kdajkoli poskusiti nek dodatek ali karkoli, je najbolj pomembno, da se o tem posvetuje bodisi s kliničnim dietetikom, če imate seveda možnost, da pridete do njega, ali pa z seveda lečečim onkologom oziroma z osebnim zdravnikom.